Italija in Francija konec junija znašli v situaciji, ko so potrdili izbruhe vozličastega dermatitisa. In zato bomo danes se seznanili z aktualno situacijo v Evropi glede vozličastega dermatitisa. To nam bo predstavila kolegica z uprave, Jedrt Maurer-Vernik. Potem se bomo posvetili prepoznavanju bolezni, spoznali bomo klinične znake, pa diagnostiko. To nam bosta predstavila kolega z veterinarske fakultete, profesor dr. Jože Starič in pa dr. Urška Kuhar. In pa seveda največji poudarek pri vsem tem bo pri preventivi, biovarnostni ukrepi, ki jih že ponavljamo in poznamo, da se spomnimo v vsakem trenutku. Zdaj vprašanja, prosim, pišite v klepet, tako bomo lažje sledili. Odgovarjati bomo poskušali pri vsakem sklopu. Če bi ostalo še kaj neodgovorjenega, se lahko potem tudi na nas obrnete po elektronski pošti, tudi naknadno. Izobraževanje bomo pa tudi posneli in ta posnetek bo potem na voljo, ker so že nekateri spraševali glede tega, tako da če komu ni uspelo, lahko kolege obvestite, da dobijo potem tudi posnetek preko organizacij. Tako da jaz kar predlagam in predajam besedo kolegici Jedrt Maurer-Vernik, da predstavi situacijo glede vozličastega dermatitisa. Hvala. Hvala, lep pozdrav. Živijo. Najprej mogoče samo za en vtis. To je tabela teh posebno nevarnih bolezni živali, bolezni kategorije A, ki jo ponavadi vedno ugotavljamo. Večina teh bolezni je imela napisan nikoli ugotovljeno, ne samo pri nas, tudi v Evropski uniji. Zdaj, kaj se pa v bistvu v letošnjem letu ali pa v zadnjih letih dogaja? Pa vidite v bistvu večina, več kot pol teh bolezni, o katerih smo se recimo mi veterinarji učili kot o eksotičnih, so zdaj prisotne in so v bistvu stalnica. Letos smo se tako že na začetku leta srečali s kugo drobnice, potem slinavko in parkljevko, zdaj še z vozličastim dermatitisom, tako da situacija vsekakor ni rožnata. Poleg tega, da so pa afriška prašičja kuga, visoko patogena aviarna influenca, pa v bistvu že stalnica v našem prostoru. Tako, zdaj par besed o sami bolezni, zelo na hitro, ker to bo povedal kolega iz Nacionalnega veterinarskega inštituta, več o sami bolezni. Je zelo nalezljiva virusna bolezen goveda. Prenaša se predvsem preko mehanskih vektorjev, muhe, komarji širijo jo lahko tudi okužene živali, njihovi proizvodi, se pravi s premiki teh živali. Spada med bolezni kategorije A, kot sem že rekla, to so posebno nevarne bolezni. V primeru potrditve mora država izvajati ukrepe za takojšnje izkoreninjenje. Se pravi, po končanju vseh dovzetnih živali v obratu, v okuženem obratu, določijo se območja z omejitvami. V primeru vozličastega dermatitisa je to 20-kilometrsko zaščitno območje in 50-kilometrsko ogroženo območje. Glede na dejavnike, na intenzivnost trgovanja, na ostale epidemiološke dejavnike se lahko določi še dodatno območje z omejitvami, ki je še večje oziroma obsega še pas okrog ogroženega območja. Eden ključnih ukrepov je cepljenje, ne samo cepljenje po pojavu bolezni, tudi preventivno, zaščitno cepljenje in pa seveda prepoved prometa živali, proizvodov, kar v bistvu najbolj vpliva na škode, ki jih bolezen predstavlja. Vozličasti dermatitis za ljudi ni nevaren, v Sloveniji na srečo nikoli ni bil ugotovljen, bolezni nismo Jerca, ne sliši se te. Zdaj izklopljen mikrofon imaš. Ne. Ne sliši se, Jerca, nekaj ni v redu.
Ne, a se zdaj sliši? Ja, Pardon, dokje si me slišali? Dobro. Kakorkoli, sam pojav te bolezni ima velik ekonomski vpliv, zaradi škod, ki nastanejo zaradi pokončanja živali v sami proizvodnji, tudi zaradi upada mlečnosti, zmanjšane kakovosti kož, zaradi prepovedi premikov živali in proizvodov z območji z omejitvami, pa tudi zaradi stroškov cepljenja in ostalih ukrepov, ki jih je treba uvesti zaradi samega pojava bolezni. Če pogledamo malo nazaj, mogoče se nekateri spomnite, v letu 2016 smo že imeli podobno situacijo, s tem, da je prišlo do pojavov bolezni na jugovzhodu Evrope. Bolezen se je močno razširila v Turčiji v letu 2014, tudi na tem evropskem delu, in od tu je v 2015 v bistvu se vnesla tudi na območje Grčije, kjer je bil to prvič potrjen vozličasti dermatitis na območju Evropske unije. V letu 2015 je bila okužena ena država članica, se pravi Grčija, s 117 izbruhi, začela je izvajati cepljenje. V letu 2016 je bilo prijavljenih več kot 7000 izbruhov v 7 državah, poleg Grčije in pa Bolgarije, to je držav članic, še države Zahodnega Balkana. Bolezen je šla res kot vihar po regiji. Takrat je se tudi na podlagi priporočil Evropske komisije v bistvu se začelo masovno cepljenje v celotnem območju, v celotni regiji, kar je rezultiralo že v 2017 z drastičnim znižanjem števila izbruhov. Pojave so prijavile samo še 3 države. Cepljenje, kot vidimo, se je izvajalo v vseh državah Zahodnega Balkana in pa na Hrvaškem. To je v bistvu prvič bilo uporabljeno zaščitno oziroma preventivno cepljenje. Hrvaška ni imela primera bolezni, ampak je vsekakor te aktivnosti so botrovale k tem, da se je bolezen ustavila in da se ni širila naprej v Evropski uniji. Tako v letu 2018 pojavov vozličastega dermatitisa ni bilo več, razen en pojav v Turčiji, tukaj vidimo čisto ob meji z Grčijo. Cepljenje se je nadaljevalo tudi v naslednjih letih. Cepile so vse države, kot sem že povedala, v letih 2016 do 2018, se pravi 4 leta zaporedoma Grčija, Bolgarija, Severna Makedonija, Srbija, Kosovo, Albanija in Črna Gora, se pravi cel Zahodni Balkan. Kot sem omenila, je bilo prvič izvedeno tudi preventivno cepljenje na Hrvaškem, temu se je pozneje pridružila tudi Bosna na posameznih območjih. Uporabljeno je bilo živo homologno cepivo. Večino cepiva je zagotovila EU banka cepiv, vsem tem času več kot 3 milijone doz. Učinek cepljenja praviloma, če se korektno izvede cepljenje, se širjenje ustavi nekje 1 mesec po samem izbruhu, seveda ob upoštevanju vseh ostalih ukrepov, od prepovedi premikov, pokončanja in tako naprej. Zadnje akcije cepljenja so bile v okviru te epizode v Bolgariji in Grčiji v letu 2023. Potem cepljenja ni bilo, bolezni pa prav tako ne. Ker je bil to v bistvu prvi pojav na območju EU-ja, seveda zakonodaja se je na podlagi tega morala spremeniti, na podlagi novih izkušenj. Predvsem se je videlo, da ukrepi, ki so bili takrat predpisani, niso učinkoviti, se pravi delni stamping out, pokončanje samo okuženih živali in pa cepljenje kot dopolnilni ukrep šele po pojavu bolezni. To enostavno je bolezen skozi prehitevala. Pa še ena velika težava je bila, se pravi, na območju Evropske unije nimamo registriranega cepiva, uporabljajo se pa samo živa oslabljena. No, na podlagi tega je prišlo do spremembe zakonodaje, uvedla se je možnost zaščitnega cepljenja v nujnih primerih.
Se pravi, država lahko pristopi k cepljenju tudi preventivno, s tem, da so določene omejitve za premike, niso pa povsem prepovedani, tudi cepljenih živali, in pripravljen je tudi v bistvu izhodni scenarij, se pravi, če gremo v to, na kak način pridobimo spet status prost. Ker recimo to je bila težava pri Hrvaški, ki je prostovoljno šla v preventivno cepljenje, pa je bila potem še kar par let zaprta, recimo za izvoz določenih proizvodov iz Hrvaške. No, potem od leta 2017, kot sem rekla, je bil mir, letos se je pa zgodba ponovno začela odvijati glede vozličastega dermatitisa, ampak ne na jugovzhodu Evrope, ampak malo pomaknjena proti zahodu. Če smo takrat vedeli, zakaj je prišlo do vnosa bolezni oziroma kako je se razširila v Evropsko unijo, se pravi iz Turčije, kjer je bil pritisk virusa visok, na sosednjo Grčijo in od tam naprej, ker je bila pač nezaščitena populacija. V letošnjem primeru ne vemo, od kje je prišlo do bolezni. V bistvu je več teorij, ampak nekako vir ni poznan. Zgodba se je začela v Italiji. 21. junija je bil prvi potrjen primer na Sardiniji, potem 25. je bil potrjen izbruh v Lombardiji, ta, kakor vidimo, je že bližji nas, samo območje odmaknjeno od naše meje manj kot 200 kilometrov. Šlo je za kontaktni obrat, živali Sardinije so bile prepeljane v obrat v Mantovi, v Lombardiji. Do danes je dodatno potrjenih v Italiji bilo še 12 izbruhov, se pravi skupno jih je 14, 13 na Sardiniji in tale en v Lombardiji. Vsi izbruhi na Sardiniji so znotraj tega 20-kilometrskega zaščitnega območja. Uvedli so ukrepe v skladu z zakonodajo, zaščitno ogroženo območje, ukrepi na zaščitnem trajajo 28 dni, na ogroženem 45 dni, načeloma, če ne pride do novih pojavov in se to potem sam podaljšuje. In dodatno območje, predvsem zaradi intenzitete premikov živali po Sardiniji, je celotno območje Sardinije kot dodatno območje z omejitvami, za katerega velja popolna prepoved premikov goveda. In pa seveda pripravljajo program cepljenja, zaščitno cepljenje v nujnih primerih, ne samo na okuženih območjih, tudi v območjih okrog. Zato morajo države pač pripraviti plan cepljenja, ki je še v pripravi. Kot sem rekla, 20. junija je bil prijavljen sum na prisotnost bolezni na Sardiniji, to so pač klinični znaki, ki so jih posneli kolegi. 21 od 131 govedi v tem obratu je kazalo klinične znake. Naslednji dan je bila bolezen tudi laboratorijsko potrjena. 23. junija pa so postavili sum oziroma v okviru sledenja teh premikov živali iz Sardinije, so testirali 24 goved v Mantovi, ena žival je bila pozitivna in ta celoten obrat so tudi pokončali, izvedli čiščenje, razkuževanje in vzpostavili območja. Kar je težava pri tem obratu v Lombardiji je to, da je to območje, kjer pridelujejo parmezan, parmigiano reggiano, grana padano, to so siri, ki se delajo iz surovega mleka. Kot ključen ukrep tukaj tudi za preprečevanje je pa obvezna toplotna obdelava mleka, tako da tukaj imajo hude težave in tudi to se bo seveda odrazilo na škodah, ki jih bo sam izbruh imel. Glede na epidemiološke podatke in glede na starost sprememb v teh potrjenih izbruhih so ugotovili, da je prišlo do vnosa bolezni oziroma virusa na Sardinijo vsaj 3 mesece nazaj. Se pravi, to je zelo dolgo obdobje, v katerem so se premiki vršili nenadzorovano oziroma se je bolezen lahko razširila kamorkoli.
In glih zaradi tega, zaradi možne prisotnosti okužbe v celotni regiji, so tudi zaprli celo Sardinijo. Vir okužbe zaenkrat ni poznan, malo sumijo, da bi lahko šlo zaradi ene močne nevihte, neurja, ko bi lahko prinesel iz Severne Afrike virus ali pa zaradi mednarodne tele gasilske vaje, ko so jo imeli, skratka, ugibajo. Tole na slikci mogoče kot zanimivost, to je, koliko je bilo od 1. aprila, se pravi v tem 3-mesečnem obdobju narejenih premikov govedi iz Sardinije. Modro so obarvana gospodarstva izvora, se pravi goveda, ki so šla na vse tele zelene lokacije po Italiji. Se pravi, da možnosti prenosa bolezni je bilo še in še. V vseh teh obratih zdaj izvajajo klinične preglede, tako da bi prišli do konca, da bi dejansko ocenili razširjenost bolezni. Potem 25. junija je bil sum na vozličasti dermatitis prijavljen tudi v Franciji, in to v francoskih Alpah, v reji s 54 govedi. Čez 2 dni je 15 govedi tudi poginilo in potem 29. je bil potrjen prvi izbruh. Je bila bolezen tudi uradno potrjena. Do danes so dodatno prijavili še 5 izbruhov, vsi so znotraj v bistvu iste občine, tako da je območje enotno, enako kot Italijani so vzpostavili zaščitno in ogroženo območje in pa začeli bojo s cepljenjem. Kar je mogoče tukaj težava, po eni strani se mogoče zdi smešno, ampak točno po teh območjih bo potekal tudi Tour de France, tele gorske etape, kar tudi za same francoske oblasti predstavlja kar veliko težavo. Seveda dirke ne bojo odpovedali, etap ne bojo odpovedali, bojo pa na veliko obveščali, ozaveščali, da ljudje ne prihajajo v stik z živalmi, da se tretirajo z repelenti, uporabljajo repelente, insekticide, skratka, čim več opozoril, da ja ne prišli do prenosa iz tega, ker v bistvu ljudi je pa zelo veliko in so mehanski vektor za prenos zelo ugoden. Toliko v bistvu, teli pojavi, kot sem na začetku rekla, posebno nevarnih bolezni so stalnica v zadnjem času v Evropski uniji. Velika je vloga vektorjev, se pravi vpliv podnebnih sprememb, prisotnost vektorjev in možnost tudi razmnoževanja teh vektorjev v našem prostoru. Mesto pojava je naključno, tako kot je bilo za slinavko in parkljevko v začetku leta, kot je zdaj vozličasti dermatitis. Ni neke povezave, da se je bolezen razširila iz enega območja, ampak nekje skoč, se pravi, moramo biti stalno v pozoru, kaj se dogaja, oziroma da dejansko je biovarnost tudi naša stalnica, katere ukrepe nenehno izvajamo prav zato, da preprečujemo možnost naključnega vnosa. Vsi ti pojavi imajo velik ekonomski vpliv in kot sem rekla, največ poudarka je na preprečevanju in upoštevanju biovarnosti, se pravi, največ lahko rejci sami naredijo oziroma vsi, ko prihajamo v stik z živalmi. Toliko za uvod, za pregled situacije, zdaj pa besedo predala profesorju Jožetu Stariču, da malo več pove o sami bolezni, o kliničnih znakih. Hvala. No, jaz vam pa malo predstavil klinično sliko. Pri lumpy skin disease oziroma vozličastemu dermatitisu, latinsko mu rečemo exanthema nodularis bovis. Tukaj imate eno sliko, ki sem jo pa generiral s pomočjo umetne inteligence, samo kot zanimivost, kako vidi umetna inteligenca. Mi bomo pa gledali realne slike potem. O čem bom govoril? Malo bom povedal, kako se bolezen prenaša, kako jo okužene živali izločajo in kako vstopa v dovzetno žival. Potem bom na kratko razložil, kako bolezen, kaj povzroča v telesu, da nastanejo te značilne spremembe. Potem bomo povedali nekaj v klinični sliki.
pa v boleznih, ki zelo spominjajo tudi na vozličasti dermatitis. Na koncu bom pa samo še povedal, katere vzorce je potrebno vzeti. Naprej bo pa kolegica govorila, kako z vzorci ravnati. No, če najprej pogledamo, katere živali so dovzetne za to bolezen. Najbolj evropsko govedo. To je tipična bolezen fokusirana na govedo. In evropsko govedo je najbolj dovzetno. Zboli lahko tudi zebu govedo, vodni bivoli so pa dokaj odporni, zelo redko zbolijo. Med kategorijami goveda so najbolj izpostavljene molznice. To vemo, zaradi česa pride do tega, ker so najbolj v bistvu obremenjene z prirejo mleka. Pri njih je v bistvu pri njih je metabolizem, organizem močno obremenjen s prirejo mleka. To še posebej velja za pasme iz rokavskega preliva, katerih mi nimamo veliko, to so Guernsey, Jersey pasma. Te imajo zelo nežno kožo in so zelo intenzivne molznice. Tudi mlade živali so zelo dovzetne, bolj kot odrasle. In pa živali, ki so oslabljene zaradi katere druge bolezni. Katere živali pa lahko še zbolijo? Ugotovili so bolezen pri žirafah, impalah, oriksih in še pri nekaterih drugih vrstah antilop. Kamele pa recimo ne zbolijo. Tako da v bistvu je zelo malo znanega v vlogi divjadi pri širjenju te bolezni, še posebej, ker recimo, če se gleda živali v divjini, pa se vzame kri in se ugotavlja prisotnost protiteles, ki so kot rezultat neke okužbe oziroma preboletja bolezni. Teh ne moremo ločiti od drugih virusov iz skupine Capripox. Capripox je pa tudi pri ovcah in kozah, tako da divje živali so pa ponavadi bliže tem vrstam kot pa recimo govedu. Tiste živali, ki pa jasno zbolijo, pri njih pa verjetno hitro poskrbijo predatorji, da jih vzamejo iz sistema. Tako da bolnih živali z boleznijo vozličasti dermatitis praktično se ni nikoli našlo. Drobnica se ne more po naravni poti okužiti, so pa lahko okužili po umetni poti, tako da drobnica ne zboleva za to boleznijo. In ta bolezen, kot je kolegica povedala, ni nevarna za ljudi. Kako se pa ta virus izloča iz okuženih živali? Najbolj se izloča s sprememb. Te spremembe so kužne, lahko tudi, ko se odluščijo, hraste, vse to je kužno in lahko ostane kužno tudi mesec dni. In še več. Potem kužna je tudi slina, izcedek iz oči, izcedek iz nosa, potem mleko, sperma, tudi spermo so uspeli prenesti bolezen. Veliko živali je tudi asimptomatsko okuženih in te naj ne bi izločale virusa, tako da v epidemiologiji nimajo pomembne vloge. Z urinom in iztrebki pa se virus naj ne bi izločil. Zdaj, kako se pa okužijo dovzetne živali? Primarno, največji delež živali se okuži s pomočjo krvosesnih vektorjev. In ti vektorji služijo kot mehanski prenašalci, se pravi, da se povzročitelj v njih ne razmnožuje, ampak samo kontaminacija njihovih ustnih delov, s katerimi zapikujejo, in pa slinskih žlez v bistvu prenese bolezen naprej na dovzetno žival. In ta fenomen so ugotovili recimo pri hlevskih muhah, Stomoxys calcitrans, ki imate tukaj na desni zgoraj, potem pri klopih. Zdaj za Ixodes ricinus nimam podatkov, vidite, to so bolj klopi iz Afrike in težko rečemo, koliko je Ixodes ricinus nevaren. Ampak sigurno, glede na to, da gre za mehanski prenos, bi on lahko tudi ustrezno, bi bil lahko kompetenten prenašalec. Tukaj imate recimo eno sliko, koliko klopov lahko vidite pri močno invadiranemu govedu. In jasno, si lahko mislite, da je tudi prenos zelo enostaven. Potem so kolikoide, krvosesne mušice, ki prenašajo tudi bolezen modrikastega jezika, tudi one lahko prenesejo, pa simulide recimo, pikajoče mušice, brencli vzamejo večje obroke iz krvi, tudi naredijo ranico, tako da so tudi lahko, pa te obrazne muhe,
in še druge, vidite, neke pršice, krvosesne, ki jih lahko vidimo. Glavni vektor, recimo, ne, to se pravi pri vseh teh artropodih, člevonoscih so našli povzročitelja v slinskih žlezah, ponekod je šel celo iz enega stadija v drug stadij. Ampak niso pa sigurni, kateri od teh bi bil glavni. Noben ne kaže, da bi bil najbolj bistven. Sumijo, da je še en vektor, ki je lahko še dosti bolj učinkovit pri prenašanju, glede na to, kar kažejo poskusi na tem področju. No, razen prenosa s člevonožci ali vektorji je možno tudi z direktnim kontaktom, s krmo, vodo, ki so kontaminirani, ker smo rekli, da je tega veliko v izcedkih, v slini, v nosnem izcedku, v česnem izcedku, v mleku, noter, to se pravi, da imamo tudi druge možnosti. Tudi veterinarji so lahko, ali pa tehnologi, recimo za opremo. Če se številči živali, lahko tudi na ta način prenesemo, ker naredimo majhne ranice in prenesemo okužbo. No, glede na to, da so vektorji zelo pomembni pri prenosu, lahko pričakujemo, da v obdobjih, ko je največ vektorjev, je tudi največje širjenje bolezni. In to je v času toplega, vlažnega vremena, tipično poleti pa v jeseni. Na začetku sezone je še malo število vektorjev, tako da je manj tega, ampak recimo sredi med poletjem, v jeseni, takrat se pa bolezen intenzivno širi in je tudi največ teh primerov. In recimo, zdaj glede na to, da je prvi izbruh bil na Sardiniji, Sardinija je pa dosti bolj južno od nas, tam se pa pomlad začne malo bolj zgodaj in so se pa že do zdaj vektorji zelo namnožili, tako da je, vidite, malo prej vse. Tam je vse zamaknjeno bolj zgodaj kot pri nas. Pomembno, tukaj imate eno shemo, kako se širi. Smo rekli, zelo pomembno je z vektorji, lahko se tudi širi s pomočjo raznih inštrumentov, ki poškodujejo kožo, igle, brizge, za čipiranje, za, ustavljanje ušesnih številk in podobno. Potem je možen tudi direkten prenos. Zelo pomembno ste pa videli, lepo ponazorjeno na primeru iz Italije, da je pa transport živali tudi izredno dober način. Se pravi, vsi premiki živali, še posebej kakšni ilegalni, tisto je najbolj nevarno, ker so živali niso pod kontrolo. No, če si malo pogledamo, kako poteka bolezen, kako se razvija, imamo neko inkubacijsko dobo, ki je pri umetno, eksperimentalno okuženih živalih dokaj kratka, lahko samo nekje 4 do 20 dni, medtem ko je pri naravni okužbi vsaj 2 tedna pa tja do 5 tednov. Se pravi, od okužbe pa do pojava prvih kliničnih znamenj bolezni ali pa prvih kliničnih znakov preteče vsaj 2 tedna v naravnih pogojih. Lahko pa tudi 5 tednov. In vidite, kakšna past je to. Se pravi, da vi imate okuženo žival, ki je popolnoma zdrava, še en mesec. In v tem času jasno so oni trgovali, te živalmi ni bilo nič narobe, zato so jih razposlali po celi Italiji. In to je ena od teh pasti bolezni. Ne vemo, kdaj točno začne žival izločati virus v okolje. Recimo, ali je to že v času inkubacijske dobe, se pravi, ko še ne kaže kliničnih znamenj, ali je to samo potem, ko že nastopijo klinična znamenja. Tukaj ni točno razjasnjeno. Vendar, potem, ko živali bolezen prebolijo, niso klicenosci. To pomeni, da nimajo neke latentne okužbe in občasno izločanje virusa v okolje. Po prebolitvi naj bi bila imunost celo doživljenjska. Ali pa po nekaterih podatkih pa vsaj okoli 1 leto. Ta virus ima afiniteto, se pravi, virusi vemo, da okužujejo celice. Oni se razmnožujejo v celicah, vezani so na njih, ne morejo se izven celic razmnoževati. In ta virus se razmnožuje v celicah v žilah, se pravi v notranjosti žil, potem pa v koži, jasno, kjer smo videli, pa v raznih epitelijih, pericitih, makrofagih, to so obrambne celice, fibroblasti, to so vezivne celice,
Ne, vseh teh celicah se lahko razmnožuje. In malo virusa zapušča te celice. Zdaj, tako da je viremija, rečemo, ko virus recimo gre iz tega nekega primarnega žarišča in se razseje po celem telesu, kar se definitivno zgodi pri vozličastemu dermatitisu, ker imamo te spremembe po celem telesu. Ne, to obdobje, ko ne bi virus bil v krvi prost, je relativno zelo kratko. Nekje ocenjujejo, da 4 dni. Eni pravijo tudi nekoliko več, ampak večina da samo 4 dni. In potem se virus razseje po celem telesu in napade vse te celice, ki jih imate gor navedene. Nekje v 14 dneh pa začnejo nastajati protitelesa, ki ta virus tudi uničujejo. Vendar, ker je pa virusa v krvi zelo malo, protitelesa pa vemo, da so prosta v krvi, je pomembna tudi celična, da obrambne celice identificirajo okužene celice in jih potem uničijo. No, eksperimentalno so tudi dokazali, in verjetno se to dogaja tudi pri naravnih okužbah, je možno tudi samo, da virus ostane nekje lokaliziran na mestu, kjer je vstopil v organizem. Imamo samo lokalno nek vozlič in ne pride do viremije in generalizacije. Tiste živali, ki imajo generalizirano obliko, kjer se vozliči pojavljajo po celem telesu, ta bolezen traja kar dolgo, tako da pogini so šele po večjih tednih po okužbi. Več tednov, se pravi, ima inkubacijsko dobo, potem je še 14 dni bolna in potem pogine. Se pravi, da to je ena taka značilnost. Matere, ki so bolezen prebolele, dajo protitelesa v kolostrum in če teleta zaužijo ta kolostrum, so nekje do 3 mesece zaščitena za njim, se ne morejo okužiti. Zdaj pa, če malo pogledamo, kakšna je obolevnost pa smrtnost, se pravi, kakšen delež živali, ki so izpostavljene virusu, oboli, je nekje 5 do 45% tipično, lahko so pa tudi primeri, ko zboli, celo sem videl v enem primeru, da 100%, da so vse živali v čredi zbolele. Kaj pa smrtnost? Smrtnost je po povprečju nekje okoli 2%. Redko, tudi ste videli v primeru iz Francije, ki ga je opisala kolegica, 54 živali, 15 poginov. To se pravi, tukaj je bilo pa nad 20% smrtnost, 30-20% sigurno, in vidite, kako je v bistvu bolezen nepredvidljiva. In zdaj imamo tukaj nekaj primerov, da ponazorimo malo, koliko so različne pasme občutljive na to bolezen. In primer recimo iz Turčije, lahko vidimo, da Holstein pasma, visokomlečna pasma, je bila največja obolevnost in največja smrtnost od teh okuženih. No, medtem ko pa lokalne pasme, pri njih sploh ni bilo nobene smrtnosti, tudi obolevnost relativno zelo nizka. Tako da je zanimivo in nepredvidljivo, kako se bo zadeva obnašala. Pri obolelih živalih pa vidimo pri Holstein pasmi, da jih je več kot polovica poginila, kar je pa kar velik delež in nedopustno. Če pogledamo, tukaj imam še eno tako podobno tabelo, Srbija recimo, tam so imeli v letu 16 225 izbruhov dovzetnih živali, več kot 2000, zbolelo jih je 250, se pravi tudi 13,5%, koliko je bilo pa poginov, pa relativno malo, glede na vse izpostavljene živali, na tole je to računano. V nekih regijah nič, nekje 0,5%, 1,6%, ampak tiste živali, ki so tudi prebolele, recimo pa vidite, da so jih mogli pa kar velik delež evtanazirati, zaradi tega, ker so bile toliko shujšane, proizvodne ni bilo nobene in v bistvu iz humanih razlogov so jih v bistvu uspavali. Kakšna je pa klinična slika? Smo rekli, krave v laktaciji, teleta, oslabele živali so najbolj izpostavljene, te najbolj pogosto tudi klinično zbolijo. Drugače pa je kar veliko tudi asimptomatskih okužb. Ocenjuje se, da nekje 50% živali se okuži asimptomatsko. Virus imajo, se virus razmnožuje noter, ampak ne pokažejo nobene klinične slike. Pri eksperimentalnih okužbah je bilo takih samo 30%, se pravi eksperimentalna okužba, večji odmerki, bolj kontrolirano, je večji odstotek živali zbolelo. Kako se bolezen kaže? Najprej kot neko febrilno stanje.
Vročina je lahko zelo visoka pri živalih, nad 40, celo nad 41 stopinj. In lahko traja taka vročina tudi 5 dni, vsaj 5 dni, lahko pa tudi do 14 dni persistira. V tem času se tudi povečajo bezgavke, živali se začnejo solziti, sliniti, nosni izcedek se pojavi, lahko začnejo tudi šepati. Jasno, ob taki visoki vročini so živali potrte, neješče, hujšajo, potem mlečnost je zmanjšana. No, in nekje že v 48 urah po nastanku visoke vročine, lahko pa tja znotraj enega tedna se začnejo pojavljati pa vozliči po koži. Lahko jih je na začetku malo, tipično začne nekje na perineumu, na vimenu recimo, na vratu, glavi, v končinah, lahko pa tudi kjerkoli po telesu, kot vidite na teh slikah. Te vozliči so lahko mejčkani, jim rečemo kot papule, se pravi, kot da bi jo pičil komar, lahko so pa tudi zelo veliki, do 7 cm. No, in to potem traja lahko 14 dni in se te vozliči kar pojavljajo še, potem pa počasi začnejo ali regresirati ali pa v bistvu nekrotizirajo. No, tukaj imate eno distribucijo, smo rekli, najpogosteje se začne genitalije, perineum, se pravi presredek, vime, vrat, glava. Tukaj imate pa potem eno tako distribucijo, ko je že bila bolezen v polnem teku, vidite največ na vratu, na telesu, po številu vozličev. Samo zdaj morate računati, telo je veliko, se pravi, da niso bili tako na gosto, kot recimo na presredku ali pa na vulvi, kjer je majhno področje, pa vidite veliko število teh vozličev. Lahko so pa prisotni le posamezni vozliči, da ima ena žival samo 5 vozličev, en vozlič, še posebej, kadar je samo lokalno. No, tukaj imate en bolj izrazit primer z velikim številom vozličev in pa tudi zelo velikimi vozliči. Vidimo majhne in velike. Tukaj pa je en zelo blag primer. Praktično te živali sploh ne bi prepoznali. Tole bi lahko zamenjali za karkoli, lahko je bradavica, lahko je karkoli drugega, v bistvu ima zelo blago obliko. In spet ena bolj izrazita oblika, zelo drobni vozlički. Včasih so zelo drobni, tako kot pri teh dveh živalih, lahko so pa veliki do 7 cm, lahko se tudi združujejo skupaj. No, na začetku so taki. Potem začnejo na teh vozličkih, boste videli tudi, se delati, začnejo izločati kot en serum, to se strjuje gor, lahko celo nastanejo na vrhu vozličkov majhni, se pravi, kot neke vezikule, kot neki mehurčki in te pokajo. In se naredi na koncu hrasto. Tukaj imate spet eno bolj zblago. Na seskih, spet en neki, ali pa klele vidite, zelo drobni vozliči, ki jih praktično, če bi na prvi samo pogledali, ne bi niti opazili, bi mogli v bistvu prav pobožati to kravo, da bi jih zatipali. Ali pa zmočiti dlako z vodo in potem bi se lepo videli, da je v bistvu ta koža polna vozličkov. No, to je pa zanimivo, zato ker je primer iz naše bližine, iz Srbije, kjer so imeli leta 2016 večji izbruh in lahko vidite, kakšna paleta v bistvu različnih kliničnih oblik je bila prisotna. Tukaj imate zelo težko prizadeto kravo z izrazitim izcedkom iz oči, verjetno je imela tudi iz smrčka pa z gobca in po celo kožo prekrito z vozli in vozlički. Tele, spet utečena glava, vidite, edem ima tukaj, edem v končin in polno vozličev. Na vulvi, vidite, nikjer drugje po telesu ni bilo nič videti, vsaj to, kar je na sliki, na vulvi pa izraziti vozliči. Izcedek iz smrčka, se pravi tudi v smrčku so lahko take spremembe in po gobcu nekaj, pa po seskih. Smrčka. Ja, izcedek iz smrčka. Vidite tukajle, desno spode. No, kaj je pa še ena tipična? Razen teh smo rekli, vozličev je zelo tipično, da so povečane periferne bezgavke, ali limfni vozni, bezgavke. In recimo eno imamo tukaj v obkolenski gubi, tukaj imamo površinske vratne bezgavke ali pred lopatico, bezgavke pred lopatico. In kadar so močno povečane bezgavke, to tudi moti odtekanje limfe, zato je pogosto prisoten edem. In tukaj ga zelo lepo vidimo na
pod grlini oziroma na prsih in pa tudi vidimo, da so te noge malo utečene. Tako da to je tudi ena zelo tipična, se pravi, imamo visoko vročino, imamo vozličke, povečane bezgavke po telesu, periferne. No, vozli lahko v enem tednu, smo rekli, tudi regresirajo, če so majčkani, predvsem vozlički, ali pa vztrajajo in nekrotizirajo. In to vidimo pa tukaj. Smo rekli, najprej se naredijo neki gor mehurčki, te popokajo, lahko se izloča serum, ker virus poškoduje te celice kože in imate potem take, ali kot kraste gor, ali pa tukaj, kaj vidite. Lahko celo potem pride do nekroze, ker so poškodovane žile, ki oskrbujejo kožo na tistem mestu, lahko pride do nekroze, tako kot vidimo pa na tej sliki. In taki nekrotični centri, če pride do nekroze, to je zdaj kot mumificirana koža, se lepo vidi en rob, dokoder je bila prekrvavitev in potem to je neprekrvavljeno, zato se posuši, lahko pa tudi macerira, odvisno malo v kakšnih okoliščinah je ta žival. In se lahko to, in se zajeda globoko skozi vse plasti kože v podkožje, lahko pa tudi še naprej v fascije ali pa v kite ali pa v mišico noter. Te vozli so zelo globoki in za seboj puščajo globoke ulceracije, če jih odstranimo. Tukaj spet en tak primer, pri črno-beli, zelo globoki, tukaj že napredovala bolezen, ta žival je sigurno, se pravi, imela 2, 3, 4, 5 tednov inkubacijske dobe, potem pa je zdajle sigurno 2, 3 tedne že bolna in so se začeli te vozliči sušiti oziroma odmirati, luščiti se ven. No, in ko se odlušči ven, od spodaj vidite kaj. Oblika je značilna taka konična, da gre malo v špico noter, od spodaj pa je sočno, ker je to tkivo v bistvu izpostavljeno, vneto, krvavitve so prisotne, ker so poškodovane krvne žilice. In taka mesta so jasno zelo privlačna tudi za muhe in pa za sekundarne infekcije. No, tukaj vidite po vimenu, spet zelo globoko, lahko sega do vimenskega parenhima, isto tukaj. Lahko pogosto so po glavi, po očeh, lahko povzroči oslepitev živali, ker sega skozi in poškoduje oko. No, tukaj je prav en tak primer, je vozlič nastal prav na očesu gor in je povezan s tem. Taka žival lahko seveda hitro oslepi. Lahko ima pa samo izcedek in konjunktivitis. Potem smo rekli, so po smrčku noter in tudi v nosni votlini, po gobcu se jih vidi. Tudi tukaj, zakaj te živali ne jejo, zakaj se slinijo, zato ker imajo takele afte po ustih in to zelo peče in zato so inapetentne in se slinijo. Pogosto smo rekli, da je po spolnih organih, to je tudi eno od začetnih mest, najpogosteje. Na modih vidimo zelo utekla moda, utekle okončine pri tem biku. Potem tukaj vidimo en primer na vulvi, na sluznici vulve, so pa lahko tudi v maternici na jajčnikih in so take živali zaradi tega neplodne. Isto velja za bike, ker smo rekli, da te vozliči grejo v globino in poškodujejo tkivo moda lahko atrofirajo in postanejo te živali potem sterilne. No, potem smo rekli v nosni votlini, to je iz nosne votline, isto vidite, kako je demarkirano, zato ker je to področje sluznice odmrlo. Potem v sapniku, ena začetna sprememba, ena napredovala, se luščijo lahko noduli ven in to potem živali aspirirajo, dobijo pljučnico. Pljuča so zelo tudi izpostavljena lahko pri generalizaciji. Tukaj vidimo en košček pljuč, ki je zelo edematozen, utečen. In seveda taka žival ima potem tudi hudo dihalno stisko. Noter pa lahko vidimo tudi te vozličke. Manjši so v tem primeru, ampak povzročajo nekrozo, odmiranje tkiva v pljučih. Glede na vse te spremembe, ki se pojavljajo, smo videli, po koži, globoke ulceracije, segajo do mišic noter, potem imamo po sapniku, po nosu, po ustih. Lahko sklepamo, da bo rekonvalescenca pri teh živalih zelo dolga in res je nekje 1 mesec, lahko pa 3 mesece, lahko pa celo tudi več. Živali tudi pogosto šepajo, recimo tukaj imate en vozel točno na bicljevem sklepu,
In taka žival, jasno, ima tudi zaradi tega hude bolečine. Ali pa če sega v mišico, ne, je to zelo boleče. Živali močno hujšajo, ne. Pogoste so tudi komplikacije pri vozličastem dermatitisu, še posebej, kadar te vozliči izpadejo ven. Rečemo jim sitfasti, takrat, ko izpadejo ven, rečemo sitfasti. In tukaj noter, ne, vidite, je vlažno, veliko hranilnih snovi, tako da se pogosto zaležejo ličinke muh noter in povzročajo kožno miazo. Potem so lahko bakterijske infekcije, še posebej na vimenu je pogosto tudi mastitis, kadar so vozliči po vimenu, sekundarno. No, tok, vidite, eno tako paleto klinične slike. Imamo od asimptomatsko okuženih živali do zelo blagih oblik, ki se tudi same hitro pozdravijo, pa do izrazitih oblik s množico vozličev po celem telesu, lahko pa tudi po ustih, po požiralniku, po vampu, po sapniku, v pljučih noter in te živali, jasno, imajo pa potem težke posledice in dolgo rekonvalescenco. Še to naj omenim, da breje živali lahko pri tej bolezni abortirajo, pogosto abortirajo in tudi gre bolezen skozi posteljico, okuži plod, tako da bi lahko se rodi tele, ki ima že te spremembe po koži. Ali pa je že poginjeno, polno sprememb. No, glede na to veliko paleto različnih kliničnih slik, seveda obstajajo tudi določene diferencialne diagnoze pri tej bolezni. No, ena taka je psevdovozličasti dermatitis, ki ga povzroča herpes virus. In ta virus povzroča zelo podobno klinično sliko, samo da so te spremembe, recimo tukaj vidite pri tej pa pri tej, samo da so te spremembe površinske, ne grejo v globino. In se ponavadi znotraj 14 dneh lahko naredi hrasta, odpade stran, ampak živali pa niso splošno tako prizadete. Lahko tudi tale, se pravi, herpetični mamilitis, ne, ta se pa pojavlja po seskih in boste imeli tudi nekroze po seskih in zelo spominja, ampak je vezano samo na seske. Oboje povzroča isti herpes virus. Potem trihofitija, spet imate lahko izbočeno, ne, demarkirano je, ampak recimo, ne, bi tudi lahko bilo, ali pa kakšna začetna faza trihofitija, ali pa težja oblika, ne, se pravi, to je pa endemična bolezen, zelo prisotna. Recimo bi bila. Potem so piki žuželk, ne, tudi piki žuželk povzročajo lahko vozličke, ne, in blaga oblika. Potem imamo tukaj en primer bradavičavosti, ne, zaradi tega primera so tudi mene klicali enkrat. No, to je naš iz Slovenije primer, vidite, je zelo sumljivo, ne, zgleda podobno kot recimo vozličasti dermatitis. To je bilo v času, ko je bil izbruh v Srbiji. Dermatofiloza je kožna okužba in boste imeli tudi lahko izpuščaje, pa tudi zaradi tega dvigneno dlako, ne, in se zelo podobno. Samo so drobne te spremembe pravilom. Isto velja za demodikozo, to je pa garjavec, ki povzroča take, kot neke vozličke, ima zelo majčkene. Hipodermoza, to imate pa tukaj, ne, to je pa ugričavost, ne, tipično je, da ima luknjico, dihalno luknjico, ta ličinka noter, ne, in če stisnete, ne, ogrc pride ven. To je tudi v Sloveniji občasno prisotno, predvsem pri uvoženih pitancih iz vzhoda. Fotosenzibilizacija, urtikarija, spet alergijske reakcije, ne, imajo lahko tudi izpuščaje po telesu. Kožna tuberkuloza, tuberkuloze nimamo v Sloveniji, zato te dve bolezni, onkocerkoze tudi nimamo, to je pa glista, ki povzroča vozliče. Potem flegmone, flegmone so pa prisotne, ne, to imate pa utečene okončine in je lahko podobno, ne, tudi živali imajo vročino, so neješče, lahko se slinijo, škrtajo zobmi, ker jih boli. In bi lahko tudi se kakšen vozlič najdel na tem mestu vnetem. Tako da flegmona bi bila, bezgavka je povečana tipično. Potem so abortusi drugih etiologij, jih imamo tudi veliko, ne, težko. Potem pa vse bolezni, kjer so spremembe v gobcu, ne, kjer so spremembe v gobcu, to so BVD, recimo pol, kaj se vem, maligna kataralna mrzlica, tudi bluttank v končni fazi, ne, vse to bi tudi bilo diferencialno diagnostično. Potem pri nas redko se pojavlja kožna levkoza, to je sporadična levkoza, ki ni povezana z okužbo z virusom enzotske goveje levkoze, ampak se sporadično pojavlja in jo boste sigurno
tudi v Sloveniji jo zaznamo vsak. To je Slovenija en primer pri rjavi kravi, da sem ga jaz slikal in vidite, zelo podobno, ne? Spremembe so od majhnih do velikih, lahko se združujejo skupaj in te živali tudi poginejo na koncu. Nimajo pa vročine, da je ta razlika. Potem imamo pa še druge pox viruse, recimo, ne? Imamo se pravi parapox viruse, to so papularni stomatitis, ne? Vidite, tudi so spremembe zelo podobne, ali pa usepnice goveda, sporadično se pojavljajo, ne? To bi pa po seskih, pa po koži lahko tudi videli, samo so majčkene spremembe in vezane samo na kožo. Tako da imamo kar nekaj možnosti za diferencialne diagnoze, tudi v Sloveniji. Kar se tiče diagnostike, najboljši vzorci so te kožne spremembe ali pa spremembe iz sluznice, te so polne virusa, potem pa tudi polna kri, ker je virus v makrofagih, ne, to so pa krvne celice, ne, lahko najdemo. Viremija je sicer zelo kratka. Potem so brisi iz smrčka, ne, ker vemo, da so noter te spremembe in iz teh sprememb se to izloča ven. Brisi gobca, brisi smrčka, če ne dobimo tega. Drugače je dobro narediti biopsijo, ne, če se vzame en tak vozlič, potem je to zelo diagnostično, tukaj noter največkrat najdemo povzročitelja. Potem pa, recimo, če so pa poginjene živali ali pa v zakolu, tukaj en primer vozliči v mišičnini, ne, tudi v mišičnino jih raznese, ne, in imate take noter vozliče. In to je vse zelo, ali pa iz pljuč, ali pa iz traheje, ali pa iz požiralnika, iz vampa, to se pravi kri, brisi sprememb, pa biopsati oziroma vzorci tkiva pri poginulih živalih oziroma, če se slučajno na klavni liniji ugotovi. Seveda te vzorce biopsate je treba dati v pufer noter, ne. No, jaz vam bom pa danes predstavila diagnostiko vozličastega dermatitisa, in sicer kako poteka diagnostika, katere vzorce izbrati, katere laboratorijske metode se uporabljajo, in kako na koncu vzorce tudi zapakirati za transport do laboratorija. No, in za uspešno laboratorijsko potrditev bolezni je bistvenega pomena pravilna izbira in odvzem vzorcev. Torej, najprimernejši vzorci za dokaz virusa, kot je bilo že povedano danes, so ti vozliči, kraste, kri, tudi slina, izcedki iz oči in nosu, tudi seme, in za dokaz protiteles pa seveda krvni serum. In če pogledamo tale graf in tabelo, vidimo, da je za pravilno izbiro vzorcev treba upoštevati predvsem čas odvzema po okužbi oziroma po pojavu kliničnih znakov. To pa zato, ker je virus v različnih vzorcih prisoten v različnih časovnih okvirih. Kot je razvidno iz grafa in tabele, vidimo, da se viremija, torej prisotnost virusa v krvi, začne že približno en dan po pojavu vročine. In vročina se pa pojavi nekje med 5. in 6. dnem po okužbi. Torej viremijo najpogosteje zaznamo nekje med 6. in 15. dnem po okužbi. Tudi vozliči na koži se pojavijo hitro po začetku vročine, mogoče kak dan kasneje kot viremija. Tam nekje 3 dni po začetku vročine, do 3 dni se pojavijo tudi vozliči. In kar je pomembno, da ti vozliči vsebujejo zelo visoke koncentracije virusa. In iz teh kožnih sprememb je virus mogoče izolirati celo do 39 dni po okužbi. Virus pa ni prisoten samo v krvi in kožnih spremembah, lahko ga zaznamo tudi v številnih izločkih in tudi nekaterih tkivih. Na primer v nosnih in ustnih izločkih, v očesnem izcedku, torej v semenu, v mleku, in nekatere študije tudi dokazujejo, da lahko virus dokažemo v urinu in fecesu. Torej, kateri vzorci so najboljša izbira za dokaz virusa?
Vzorci vozličev in kraste, ker vsebujejo visoke koncentracije virusa in virus lahko zaznamo dlje časa. Zato so v bistvu to najbolj primerni vzorci za dokaz virusa. Tudi kri je primerna, ampak ker je viremija v bistvu kratkotrajna, so vzorci primerni le v krajšem časovnem obdobju po okužbi. In tudi koncentracija virusa v krvi je nižja kot v kožnih spremembah. Tudi brisi se lahko uporabijo za dokaz virusa, ampak tako kot pri krvi je tudi v teh vzorcih koncentracija virusa nižja kot pri kožnih spremembah in virus je prisoten krajše časovno obdobje. Potem imamo pa še dokaz protiteles v krvnem serumu. Živali v bistvu začnejo tvoriti protitelesa približno med 6. in 8. dnem. Največ jih je prisotnih nekje 3. do 4. teden, nato pa ostanejo zaznavna do približno 5 mesecev. In za dokaz protiteles v zgodnji fazi okužbe je pa predvsem pomembno, katero metodo uporabimo. To bom potem na koncu še malo bolj podrobno razložila. In če uporabljamo metodo ELISA, lahko protitelesa dokažemo približno 3 tedne po okužbi. In zato v bistvu dokaz protiteles z metodo ELISA ni najbolj primeren za zgodnje odkrivanje okužbe. No, zdaj pa nekaj o diagnostiki. Za dokaz virusa se uporabljajo različne metode. Jaz sem še tisle, aktivnosti, Še v... Jerca? Okay. Torej različne metode, od izolacije virusa na celični kulturi, različnih metod PCR in pa seveda do najsodobnejših metod sekvenciranja celotnih genomov. Ampak najpomembnejše metode za hitro diagnostiko so pa metode PCR. In ko pa imamo bolezen potrjeno, je pa v bistvu iz epidemiološkega vidika pomembno, da določimo, za katere virusne seve gre, in to potem lahko ugotovimo s sekvenciranjem ali posameznih fragmentov genoma ali pa celotnih genomov virusov. Torej, kot sem rekla, so najpomembnejše metode za hitro diagnostiko metode PCR, s katerimi dokazujemo prisotnost virusne nukleinske kisline oziroma DNK. In kot prvi test se uporabi pan-Capripox PCR. Ta PCR v bistvu zaznava vse 3 vrste virusov Capripox, torej virus vozličastega dermatitisa, virus ovčjih osepnic in tudi virus kozjih osepnic. In v bistvu s tem PCR-jem ne moremo ločiti, za katerega od teh virusov gre. Zato je naslednji korak, so v bistvu potem vrstno specifični PCR-ji, ki pa omogočajo potem razločevanje med temi 3 vrstami virusov. In ko smo pa določili vrsto virusa, potem sledi pa še DIVA test. Kaj pomeni DIVA? Differentiating infected from vaccinated animals, torej razlikovanje med cepljenimi in okuženimi živalmi. Torej z DIVA PCR-jem potem na koncu določimo, ali gre za naravno okužbo živali ali pa gre za cepljeno žival. In zakaj je to pomembno? Kot je že kolegica na začetku povedala, so cepiva vsebujejo, so v bistvu cepiva z živim oslebljenim virusom. In tudi v bistvu reakcija po cepljenju je lahko neka blaga klinična slika, ki v bistvu potem ne znamo ločiti, ali gre za naravno okužbo ali za reakcijo po cepljenju. No, poleg neposrednega dokaza virusa oziroma virusne nukleinske kisline se pa v diagnostiki uporabljajo tudi serološke metode za dokazovanje protiteles. In kot sem že prej povedala, se protitelesa pojavi nekje 6. do 8. dan po okužbi,
dosežejo vrh 3 do 4 tedne in ostanejo nekje do 5 mesecev. In da je posebej pomembno, katero metodo uporabimo za dokazovanje protiteles. Če zdaj pogledamo tale graf, vidimo, da v bistvu z metodo ELISA protitelesa lahko ugotovimo šele tam nekje približno 3 tedne po okužbi, medtem ko na primer z virus nevtralizacijskim testom že 2 tedna po okužbi in z imunoperoksidaznim testom lahko že 9 dni po okužbi. Obstajajo pa še neke druge serološke metode, vsaka ima neke prednosti, neke slabosti, ampak edina komercialno dostopna je pa ELISA in v bistvu to metodo uporabljamo tudi v našem laboratoriju. Torej, če še enkrat poudarim, v bistvu serološki testi niso toliko uporabni za zgodnje odkrivanje okužbe, ampak v bistvu bolj v kasnejših fazah ali pa recimo za spremljanje po cepljenju, za oceno prekuženosti ali pa pač v okviru nekega nadzora bolezni. Mogoče še to, kaj priporoča EFSA, torej Evropska agencija za varnost hrane, priporoča, da je za doseganje 95% verjetnosti zaznave bolezni treba odvzeti vzorce kožnih sprememb pri vsaj 2 živalih s klinično sliko. Tudi če se vzorči kri, recimo, je tudi treba odvzeti vzorce vsaj 2 živali s klinično sliko. In kaj je še pomembno, da je v bistvu najboljše, da se vzame kombinacijo različnih vrst vzorcev od posamezne živali, recimo in vozličk, krastov, kri, brise, ker v bistvu s tem dodatno povečamo zanesljivost diagnostike, tudi recimo, če je kak vzorec malo slabše kvalitete, ki bi lahko potem dal recimo kak lažno negativen rezultat. Torej, vzorce je treba odvzeti več kot samo eni živali in še vzeti kombinacijo različnih vrst vzorcev, pač odvisno od stanja oziroma klinične slike. Za na konec pa še nekaj o pošiljanju vzorcev v laboratorij. Praviloma vzorce zapakiramo v 3 sloje embalaže. Tale prvi sloj je v bistvu že sama eproveta, če vzamemo kri oziroma brise, ali pa plastični lončki, v katere recimo damo te kraste ali pa biopsate vozličev. Kar je pomembno, da mora biti vodoodporni in neprodušno zaprti. In da so jasno označeni z vodoodporno nalepko ali pa pač, da je oznaka napisana z vodoodpornim pisalom. In še to, da v bistvu vsak posamezen vzorec v embalaži še dodatno nekako zalepljen z nekim trakom lepilnim ali z parafilmom, zato da v bistvu se prepreči medsebojni stik in morebitna kontaminacija med vzorci. No in potem te posamezne embalaže damo v drugi sloj embalaže, ki je pa lahko neka soda, plastična, kovinska, lahko je to neka vrečka. In kaj je še pomembno, da je noter nek opojni material. In predvsem pa to, da se potem ta drugi sloj embalaže razkuži. Zdaj, ta celoten paket se pa potem postavi v hladilno torbo, ali je noter led, ali so neka hladilna telesa, v glavnem na hladno. In tudi ta hladilna torba naj se po zunanjosti razkuži. In potem naj se ti vzorci dostavijo v laboratorij nekje najkasneje v 24 urah po odvzemu. To bi bilo to z moje strani. Hvala. Takole, tole je v bistvu zakonodaja, ko zdaj ureja področje ukrepanja v zvezi z boleznijo modrikastega jezika. To je uredba 2016/429. To so pravila o zdravju živali ali zakonik o zdravju živali.
Potem še posebej bolj podrobno delegirana uredba 2020-687, kjer je določeno obveznost vzpostavitve območij, navedeni so vsi ukrepi. In pa še bolj podrobno tale delegirana uredba 2023-361, kjer so določena pravila glede cepljenja, določena je možnost uporabe preventivnega cepljenja v državah, kjer bolezni še ni, in določeni so pogoji potem za premike živali. Se pravi, tudi če gremo v preventivno cepljenje, ne pomeni, da se država zablokira, recimo tako, kot je bilo v primeru takrat še Hrvaške, ko je šla v preventivno cepljenje. In vsi pogoji so v bistvu podrobno opisani v tej prilogi 9, ki je namenjena prav vozličastemu dermatitisu. Eden od ključnih, kakor smo pač povedali, ukrepov je cepljenje, ki se izvaja kot dopolnitev k popolnem stamping outu, kadar pride do pojava bolezni. V preteklosti so države izvajale nekako modificiran tale stamping out, to pomeni, da so samo klinično bolne živali pokončale ali pa skratka omejeno. In s cepljenjem, ki se je izvajalo šele potem po pojavu bolezni na določenem območju, se pravi, tudi če je bilo v državi potrjen, so samo ta manjše območje pocepili, tako da v bistvu so bolezen skozi slovili. Se pravi, v skladu z mnenjem EFSA mora biti cepljenje izvedeno tako, da so v bistvu ob vstopu virusa živali že imune, se pravi preventivno cepljenje, in cepljenje je učinkovito, če se v cepljenje zajame vsaj 95% obratov, ki predstavlja 75% živali. Se pravi, masovno obvezno cepljenje v tem stilu, kot smo ga imeli za bolezen modrikastega jezika v letih 2017 do 2021. Kot sem rekla prej, za nujne ukrepe zagotovi cepivo Evropska komisija iz EU banke cepiv. Nažalost je ta banka zdaj prazna za nadaljnjih par mesecev, se pravi, karkoli se zgodi, smo države prepuščene več ali manj same sebi. Glede na to, da gre za uporabo cepljenja za posebno nevarno bolezen, se pravi za kategorijo A bolezni, da gre za uporabo živega cepiva, živega oslabljenega cepiva, mora država pripraviti uradni načrt cepljenja, se pravi določiti, katere kategorije bo cepila, v kakšnih rokih bo cepila, katere pogoje za premike bo upoštevala, kako bojo živali označene, kako se bo vodila evidenca izdanih cepiv, skratka vse podatke, ki so pač pomembni za izvedbo in potem tudi preverjanje učinkovitosti cepljenja. Poleg cepljenja kot enega ključnih ukrepov tudi za preprečevanje je seveda biovarnost tista, oziroma tisto, kar lahko sami rejci največ pripomorejo. Od obvezne uporabe zaščitne obleke, omejenega vstopa v hleve, uporaba repelentov oziroma namestitev mrež na obrate, tam, kjer se da, v bistvu v čim večji meri, da lahko pripomorete k zmanjševanju tveganja za vnos bolezni. Da živali nabavljate samo iz obratov s preverjenim zdravstvenim stanjem. Novo nabavljanje živali, da izolirate, ločite od ostalih, da se vidi oziroma pokaže, kaj je. Vse v primeru vektorskih bolezni to veliko ne pomaga, ampak kljub vsemu. In seveda, da se zagotovi ustrezno odstranjevanje gnoja, stelje in pa poginulih živali. Glede na to, na ta poročila, na pojave bolezni, se je sestalo tudi Državno središče za nadzor bolezni. Uprava je v bistvu že izvedla in izvaja kup aktivnosti. Preprečevanje. Prosim. Državno središče je v bistvu pregledalo situacijo, kaj, kako. V prvi vrsti smo preverili pošiljke iz Italije, iz Francije k nam, tveganih pošiljk ni bilo, tako da saj v tem primeru smo malo lažje zadihali.
Določeni so bili, Državno središče za nadzor bolezni je določilo en cel kup ukrepov. Eno ključnih je seveda nabava cepiva primernega v preventivne namene, postopek je v teku. Izvajali se bojo klinični pregledi obratov. Glede na priporočila je to v bistvu ključni, ni toliko laboratorijski monitoring kot klinični, da se izvajajo klinični pregledi živali. To smo v letih 2016 do 2020 že izvajali na vzhodni meji, takrat, ko je bila bolezen na jugovzhodu Evrope. V 20-kilometrskem pasu vzdolž meje z Italijo se bojo na tedenski ravni pregledovala gospodarstva. Gre za naključen izbor obratov, da se zagotovi ugotavljanje bolezni v 5% prevalenci, se pravi 39 obratov na teden. To bo naključen izbor, veterinarji bojo najprej pregledali splošno stanje v čredi, karkoli bo odstopanj, se bo pač individualno pregledali, po potrebi vzeli tudi vzorce. Gre za to, da če pride do vnosa bolezni, da bi bolezen čim prej lahko odkrili in čim prej ukrepali. Kot so povedali, ja, gre za naključne vnose, se pravi, to je ukrep, če bi se bolezen po naravni poti nekako prenesla, lahko približala mejam Slovenije. Na tiste, ki pa bi se lahko pojavili kar kje zaradi človeškega faktorja, zaradi ilegalnih vnosov živali, na to pa pač nimamo vpliva. Potem aktivno smo pristopili k ozaveščanju, poslana so bila obvestila deležnikom, tako Kmetijsko-gozdarski zbornici, Gospodarski zbornici, Veterinarski zbornici, prevoznikom živali, ki smo jih posebej opozorili na razkuževanje, sploh prevozniki, ki vozijo iz drugih držav. Osvežili smo spletno stran, posodobili informacije, to je še v teku, še z informativnim materialom, ki ga bomo dodali na stran. V pripravi je zgibanka. Tole izobraževanje, pregledanje načrt ukrepov, v bistvu cel sklop aktivnosti, s katerimi upamo, da bomo, če ne preprečili, pa vsaj se pripravili na morebiten izbruh. Toliko zaenkrat. Hvala. Ja, tukaj je še nekaj vprašanj. In sicer, če se predvideva, da bi se letos začelo govedo cepiti tudi v Sloveniji? Ja, to je odvisen predvsem od razvoja situacije v sosednjih državah. Vsekakor bomo pa na to pripravljeni. Če se bo izkazala potreba, zato smo šli v nabavo cepiva, no. Vsaj za prvo tole reakcijo, če bo potreba, seveda. Potem pa še eno, in sicer vozličasti dermatitis še dodatno širi nabor vektorjev v primerjavi z Blutongom. Ali imate na voljo kakšen priročnik, priporočila z zahtevami, pogoji za registracijo objekta v Vector Protected Facility, ali je možno v Sloveniji dobiti registracijo za tovrsten objekt? Ja, saj o tem se kar pogovarja, ampak ta Vector Protected Facility oziroma establishment je samo v povezavi z boleznijo modrikastega jezika in v ta namen je tudi, so pogoji, da se lahko, ker to je eden od varnih načinov premika za živali iz takih obratov, so pogoji napisani v zakonodaji, v uredbi 2020/689. To mora potekati pač pod nadzorom pristojnega organa in tak obrat odobri tudi pristojni organ. Tako da, ja, načeloma se da dobiti, seveda, če objekt pogoje izpolnjuje in je pod rednim uradnim nadzorom. Koliko vidim, vprašanj ni več. Še en komentar.
Tu je še vprašanje, če lahko veterinar v avto na kmetijo ob kastraciji pujskov pripelje prenašalca bolezni vozličasti dermatitis. Na to vprašanje lahko odgovorimo, da verjetno prenašalca, neko muhco, lahko pripelje vsak kamorkoli, tudi rejec sam, tako da to mogoče smo že odgovorili na to. Repelenti so seveda na mestu, ni veterinar tisti ključni, ki pripelje prenašalca. Potem pa je še en komentar, mogoče za prebrati. Mogoče je še za omeniti, da je bil prvi celotni genom virusa vozličastega dermatitisa iz Srbije, prvi izbruh v letu 2016 iniciran v virološkem laboratoriju Veterinarske fakultete. Pa potem še nekaj podrobnosti, tako da si lahko tudi preberete sami v klepetu, da ne bomo predolgi. In pa še vprašanje, območje ob meji z Italijo je precej odvisno od sezonske planinske paše in dejansko je precej živali nahaja na planinah. To smo pa mislim, da še odgovarjali, ne? Kaj storiti, če bo otežen? Mogoče območje ni odvisno od sezonske paše, ker je 20-kilometrski pas. Tam se naključno izbira, če je izbrana paša, glih tako lahko naredite klinični pregled črede, če jih vidite, mislim. Najbrž odstopanja, vse to gre, v prvi vrsti je pregled obrata, to ne pomeni sten pa noter objekta, ampak črede kot take, v kakšnem zdravstvenem stanju je. Tako da mislim, da tukaj prav težava. Če pa je res težava ali pa da je prazen obrat ali pa da nikakor ne pridete do teh živali, potem se pa nadomesten obrat določi. Je pa standardni postopek, tako kot pri ostalih zadevah iz odredbe, kjer je treba določiti nadomesten obrat. Da javite na območni urad oziroma na glavni urad in dodamo v predizbor. Pa imamo še predsednika veterinarske zbornice, vidim, da se je pridružil. Mogoče bo povedal eno zaključno misel na temo, ker je bila tudi veterina omenjena, veterinarska zbornica, tako da bom kar dajem besedo. Spoštovani, lep pozdrav, nisem se ravno kar pridružil, ampak sem od vsega začetka zraven. Hvala lepa za izjemno podrobno izobraževanje, iskreno hvala. Takih reči, da jih zberemo na enem mestu, si posamezniki težko privoščimo sami in se zahvaljujem. Je pa res, da prosim lepo, nekatere stvari, ki so aktualne, morebiti v živinoreji trenutno, kot so kastracije pujskov, zakon o zaščiti živali, vse to pač, oprostite, ne gre povezovati v eno samo stvar. Prenašalec oziroma transporter nekih prenašalcev v avtomobilu, da so lahko tudi nedeljski obiski. Tukaj gre samo preprosto za človeka. Veterinarji se bojimo tega, da bi mi bili tisti neposredni prenašalci, zato tudi preko takšnih izobraževanj, kot ste jih vi organizirali, preko izobraževanj po regijskih odborih, po medsebojni komunikaciji na veterinarskih ambulantah, veterinarji poskušamo opozarjati in se držati pravil biovarnosti. Še nekaj let bo potrebno, da bomo to biovarnost osvojili kot sestavni del normalnega načina reje živali in življenja z živalmi in ne samo kot oster administrativni ali pa nek ukrep represije. Prosim lepo, zanima nas res, kako bomo lahko in če bomo lahko cepili. To bo seveda ena stvar, ki bo na eni strani večja obremenitev, na drugi strani bo pa olajšalo in tudi zmanjšalo vso skrb
kar se tiče prenašalcev, obiskov in ostalih možnosti prenosa okužbe. Želimo si pa, da bi na tej stopni ostalo, da se to ne bi širilo. V naših vrstah se bomo pa zelo potrudili, da se izognemo temu, da bi pač prenašali prenašalce ali pa da bi mi bili tisti, ki bi kakorkoli generirali prenašanje. Še enkrat iskrena hvala upravi in iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali. Lep pozdrav in naj nam bo naklonjeno, da bolezni ne dobimo. Živjo. No, hvala za ta dodatek. Zdaj, ker ni več dodatnih vprašanj v klepetu, bi se jaz zahvalila vsem kolegicam sektorja za zdravje in dobrobit živali, pa Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu za izjemno hiter odziv, za pripravo tega izobraževanja, pa tudi veterinarski zbornici, ki je budno spremljala vso dogajanje in se vključila zdajle na koncu tudi s tem prispevkom, tako da hvala vsem. Ker smo začeli s stavkom o biovarnosti, moramo tudi končati na ta način, ker to je res najbolj pomembno. Sprav, biovarnost naj ne bodo samo pravila, ampak mora biti to tista prava odgovornost rejca in vseh nas, ker vsak korak v smer preventive pomeni enega manj v smeri izbruha. Tako da s tem bi zaključili izobraževanje, kot rečeno, posnetek bo deljen. Tako da hvala vsem.